Slišal sem, da se ukvarjaš z preživetjem v naravi, da imaš eno zelo posebno akademijo, bi lahko nam malo več povedal o tem. Jaz sem po izobrazbi mikrobiolog, ampak sem v bistvu, ker me narava zelo privlači, sem tabornik od leta 1987. Sem se odločil, da to predstavim pa približam tudi, bom rekel, širši javnosti. 12 let nazaj sem odprl Akademijo preživetja Black Raven Solutions Wilderness Academy. Večina sicer tujci hodijo k meni, zdajle bom rekel, no pa kar se je ta korona začela, je pa tudi v Sloveniji povpraševanje pa cenjenje tega majčkeno naraslo. A bi mogoče nam lahko malo več povedal o prihajajočem projektu za naslednje počitnice, kaj imaš v planu? Na tvoji spletni strani na Wikipedia. Ja, tako, ker v bistvu prejšnje leto sem jaz dal skoraj vse komplet programov hibernacijo, ker se ni vedel, kako bo zdaj s tem virusom pa s to situacijo. Zdaj, ko pa vemo bistveno več, smo pa spet popolnoma odprli svoja vrata. Tako da tele zimske počitnice, ki prihajajo konec februarja, imamo razpisana 2 termina za zimski tabor. Namenjen bo tako družinam kot otrokom, tudi tistim iz socialno ogroženih družin, ker imamo tudi naštiman botrski program. Kakšna bo potem cena, da udeleženci lahko pričakujejo nek okvir? Ja, ceno smo dali kar v redu, je v bistvu VIP program, kjer je za otroke in odrasle, ki pridejo njihove starše, posebej poskrbljeno. 400 evrov pride po osebi, imamo pa tudi prištimane družinske popuste, tako da lahko v bistvu si vsaka družina, bom rekel, privošči. V tej ceni dobijo poln penzion, zajtrkom, kosilo in večerjo na turistični kmetiji, kjer je tudi spanje. Vsaka družina ima svojo sobo, ali pa so otroci imajo svojo sobo, starši svojo sobo, to da v bistvu je maksimalno zadoščen vsem pogojem, ki so trenutno, bom rekel, v veljavi. Spoštujemo vse zakone, jaz kot mikrobiolog zelo dobro poznam vse ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. V sami turistični kmetiji pa to dosledno upoštevajo že od samega začetka. Na prihajajočem kempu, kaj se bo počelo? Za otroke je pripravljen in za odrasle, najprej je pripravljen ta nabor gozdovniških veščin. Naredili se bo snežno jamo, snežno bivališče, iglu, če bojo razmere ta prave, v katerem bodo lahko tudi otroci ali odrasli prespali, da imajo nekakšen občutek, kako so naši predniki to počeli. Potem bomo se naučili, kako se zakuri ogenj, kako se pripravlja hrana nad ognjem, tako da zažgemo sebe pa še celega gozda zraven. Potem bomo pogledali, kaj je za vodo, kaj so kakšne užitne rastline oziroma hrana zdajle po zimi, ki je pač sneg, pa poseben leten čas. Kakšna meditacija na snegu bo, da se bomo tudi majčkeno spoprijeli z mrazom, kako naše telo reagira na njega. In ostale stvari, hodili bomo tudi na kakšne izlete, šli bomo na Krim, šli bomo dol v Iško pa v Zalo pogledati, tisti, ki bo hotel, se bo pozimi tudi skopal. Kar se pa tiče, bom rekel, tega ostalega programa, bo pa ogromna animacija za otroke, razne igre na snegu, recimo tudi kepali se bomo veliko, igre zvečer, razne družabne igre, glasba bo tudi, glasbene delavnice, ker se bojo lahko učili otroci in odrasli inštrumente. Potem za odrasle imamo specialno tudi eno maserko, da se bojo lahko tudi sprostili z masažami. Potem pa zunaj bomo imeli pa zelo zabaven program, ki bo poleg tega gozdovniškega znanja tudi veliko zabave vključeval. In recimo, ne vem, kako si narediš sam svoje smučke, sanke, krple, vse iz naravnega materiala, tudi da bo ogromno nekih ročnih spretnosti, ogromno neke kreativnosti, pa seveda v najboljšem duhu, v super družbi, tako da se bomo lahko sprostili, zabavali in res napolnili energijo.